Pozdravljeni! V prihajajoči sezoni 2023 bodo pri Pirelliju vpeljali novost. Mešanic na razpolago ne bo več 5, temveč 6. Poglejmo si, kaj se skriva v ozadju. Marsikdo izmed vas se spomni, da pred leti v svetovnem prvenstvu Formule 1 smo imeli tako imenovano Maurico Pirellija. V sezoni 2018 je bilo kar 7 različnih mešanic in 7 različnih barv napisov. In seveda, takrat vsaka mešanica je imela točno določeno ime. A nato se je zgodilo nekaj, kar v bistvu je zadeve po eni strani poenostavilo, po drugi pa malce zakompliciralo. Ker nekateri navdušenci niso razumeli sistema, smo lahko videli, da na dirki za veliko nagrado so prisotne le 3 barve. In to pomeni, da imamo pnevmatike seveda z belim napisom, ki nekako označujejo tisto najtršo prisotno mešanico, nato imamo pnevmatike z rumenim napisom, ki ponazarjajo one pnevmatike seveda srednje mešanice, kar se tiče trdot, in nenazadnje imamo pnevmatike z rdečim napisom, ki označuje najmehkejšo prisotno mešanico. A to ne pomeni, da pnevmatika kot taka, ukolikor ima bel, rumen ali rdeč napis, je najmehkejša, srednja ali najtrša. Namreč, če pogledamo to grafiko, bomo lahko videli, da mešanica C3 je lahko v raznih kombinacijah, ona z belom, rumenim ali rdečim napisom. In seveda tu bi rad poudaril, govorimo o barvi napisa. Če vam kdo zatrdi, da so pnevmatike rdeče, se verjetno moti. Vsakomur izmed nas je jasno, da pnevmatike so še zmeraj črne. A pustimo sedaj to pri strani. Kot dobro veste, imamo 5 različnih mešanic, kjer je C5 ona najmehkejša in deluje pri najnižji delovni temperaturi, medtem ko C1 je najtrša in potrebuje za optimalni oprijem bistveno višjo delovno temperaturo. A videli smo, da na zadnjih dirkah svetovnega prvenstva Formule 1 na prostih treningih so pri Pirelliju preizkušali pnevmatiko v bistvu brez označb, brez napisa. Gre za mešanico, ki bo prvič nastopila seveda v prihajajoči sezoni 2023. In nekako se jo lahko umesti, seveda tam na vrh lestvice, med tokratno C1 in C2. Torej, kako se bo imenovala C1 vejica 5? Ne. Namreč stara mešanica C1 bo po novem postala C0 in nova mešanica se bo imenovala C1. In zakaj je to tako potrebno? Namreč pnevmatike trdote C1 so izjemno specifične. Najbolj pridejo do izraza pri tistih progah, kjer je res potrebno v samo pnevmatiko uskladiščiti ogromno energije. In tu govorim na primer o progi v Silverstonu. Pri velikih nagradah, ki toliko energije ne preide v samo pnevmatiko, je z mešanico C1 seveda povezanih kar nekaj težav. Ekipe jih dobesedno niso sposobne ogreti na tisto delovno temperaturo. In pnevmatika, ki ni ogreta, seveda ne daje nobenega oprijema. Ukolikor bi pri Pirelliju tvegali, naprimer na kakšni progi z pnevmatiko C1,
bi to pomenilo, da v bistvu ekipe bi uporabljale samo C2 in C3. Konec koncev to ne bi bila velika težava, kajti med 13 seti pneumatik so one najtrše rezervirane samo za 2 seta, a vseeno. Sedaj s to novostjo bomo videli malce več elastičnosti, namreč nova mešanica C1 bo dajala malce manj oprijema kot C2, ampak delovala bo tudi na malce nižji temperaturi od one, ki bo od naslednje sezone C0. Torej, neka univerzalna rešitev, ki bo posegala v področje malce mehkejše pneumatike in tudi one malce trše. Ampak zopet nisem dal odgovora na vprašanje, zakaj je to potrebno. V naslednji sezoni se bo zgodila sprememba, o kateri niso toliko govorili v raznih medijih. Namreč, če pogledamo ta dokument, ki nam nekako kaže vse podatke vezane na pneumatike, bomo videli, da za samo pripravo jo je bilo v letošnji sezoni potrebno 3 ure segrevati na 70 stopinj. V naslednji sezoni bodo iz 3 ur prišli na 2 uri. In to bo velika sprememba. Namreč že tako pri pneumatikah C1, po novem C0, so bile težave. Sedaj toliko večje. In to je nek kompromis, kjer so skušali dvigniti temperaturo z onih predpisanih 50, kolikor so v prvem načrtu mislili imeti nekako gretje teh blazin, ampak ugotovili so, da 50 stopinj za 3 ure bi bila prenizka temperatura in izmislili so si fantastičen izgovor. Namreč sedaj, ko je treba varčevati z energijo, so ugotovili, da 2 uri na 70 stopinj porabi bistveno manj energije kot 3 ure na 50 stopinj. In zavedam se, govorimo o formuli 1, kjer je ta prihranek energije, če sploh do njega pride, irizoren. A konec koncev bomo lahko videli nekaj, kar bo, vsaj po mojem videnju, zanimivo. 6 mešanic pomeni, da v naslednji sezoni bomo lahko spremljali tudi tako imenovani preskok. Da ne bomo imeli na določeni veliki nagradi 3 zaporedne mešanice, kot je sedaj že prišlo v navado. In to bi lahko pomenilo, da strategije, ki bodo rahlo drugačne, bodo lahko tudi učinkovite. Namreč, če recimo temu manjka mešanica med 3 različnimi na razpolago, pomeni, da se tiste oddaljene pneumatike obnašajo bistveno drugače, omogočajo naprimer bistveno daljši del, daljši stin, kar bi lahko pomenilo neko možnost več, še posebej za one, ki so malce bolj drzni in dirko začenjajo od zadaj. Ampak vseeno, za tiste navdušence, ki spremljajo samo barvo napisa, se ne bo spremenilo nič. Za one, ki smo malce bolj pozorni na same mešanice, se pa približujemo tisti zabavni situaciji, ki smo jo videli v sezoni 2018. In zanimivo je, da pri Pirelliju so končno predvideli, da s tem zmanjšanjem na samo 5 mešanic so nekako pokvarili tisto pravo vzdušje, ki ga je ustvarila znana Maurica Pirellija. A za danes, za to novost, bo seveda to vse. Hvala za vašo pozornost in seveda nasvidenje.